Pozdravljeni še enkrat. Seveda smo v Gospodarski zbornici Slovenije z zaskrbljenostjo spremljali dogajanja glede obvladovanja koronavirusa in dvigovanja pravzaprav številk, ki so nakazovale prihajajoči tretji val, ne samo v Sloveniji, ampak pravzaprav v celi Evropi. In bili smo v permanentnem stiku z vlado, še posebej pa z Ministrstvom za gospodarstvo, da najdemo takšne rešitve, da ne bi bistveno negativno vplivale na kondicijo in sposobnost slovenskega gospodarstva, kjer si seveda prizadevamo za varna delovna mesta, naj si bo to industrija, ki je pravzaprav skozi celotno obdobje od razglasitve pandemije pred letom dni delovala brez bistvenih širitev, kot tudi trgovine, kjer v večini primerov pravzaprav ni prihajalo do širitve. In v tej luči pozdravljamo odločitev, da trgovina z tehničnim blagom živilski deluje tudi v tem obdobju lockdowna, kot tudi seveda industrija, ter da bomo uspešno zajezili ta tretji val, ter s pomočjo cepljenja in neke splošne prekuženosti lahko s pomočjo novega interventnega zakona zaštartali še tiste dejavnosti, ki so bile pa bistveno prizadete, kot je to turizem ali industrija srečanj, kjer seveda apeliramo, da najdemo rešitve z nekim paketom, kjer bomo pomagali temu administrativno zaustavljenemu gospodarstvu k ponovni oživitvi za možnost financiranja obratnih sredstev ter seveda ohranitvi delovnih mest, kar nam je ključno bilo pravzaprav v vsem tem obdobju, kjer smo namenili kar nekaj sredstev, ampak še vseeno veliko manj kot pa tiste države, ki tega virusa niso na pamet način ukrotile in imajo sedaj bistveno slabšo pozicijo, tudi gospodarsko. Na to smo lahko ponosni, da smo mi pravzaprav z dobrimi izhodišči in z eno dobro rešitvijo tudi v naslednjih tednih, kjer bomo imeli sejo sveta za konkurenčnost pri ministru Počivalšku, da bomo našli te rešitve, ki sem jih že nakazal.